to, da se jaz objamem s sočlovekom, tega sem se jaz naučila šele na stara leta. Pogovor, nasmeh, pogled v oči, pa da ti objameš tistega, ki bi najraje v žlic vode utopil. Ker to ni nič narobe, če ti udariš po mis. Narobe je, če si tih, pa molčiš, oziroma še hujš, če greš v naslednjo zvezo s popolnoma enakim človekom. To ni moja skrb, to me ne briga, zato so centri za socialno delo, policija in tako naprej. Ni res, ti moraš nekaj narediti, a ni to tisto, kar je človeško. 4 otroke, 5 vnukov, moža že od 19. leta naprej. Živim izjemno tradicionalno življenje. In po vseh parametrih bi bilo nemogoče, da je meni ta gospod všeč. Ampak njegove zgodbe so tiste, so ga naredile zelo pomembnega pri meni. Recimo za spolne odnose so včasih rekli, ne vem, da sta 2 legla dol. Danes ti pa že otrok v vrtcu reče fuck. Tako smo se liberalizirali. Na področju intime in spolnosti je toliko skrivnosti, enega varovanja teh skrivnosti, nobena inovacija, ki ti prinese milijarde, ni tako močno varovana, kot so vse te intimne skrivnosti, ki jih nosijo zlasti ženske v sebi vse do smrti. In za mene je neverjetna čast, da so se nekatere odprle in te svoje skrivnosti delile z menoj. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. S tabo sem Monika in pa naša gostja Milena Miklavčič, pisateljica in zapisovalka zgodb, tako da vrsto let že odpirate različne teme, o katerih se pogosto molči. Pa vam mogoče prepustim malo besedo, da še sama se predstavite našim poslušalcem. Največkrat me vprašajo, zakaj sem začela zapisovati te zgodbe, pa zelo težko odgovorim v enem stavku, ker je razlogov bilo več. Eden prvih razlogov je bil, da sem odraščala v družini, kjer je imela mama prvo in zadnjo besedo, in kjer se o intimi, Bog vari o menstruaciji, ni smelo nič pogovarjati. Jaz sem bila pa že od nekdaj neizmerno radovedna. Ja. In ta radovednost je botrovala temu, da sem začela na lastno pest že v osnovni šoli poslušati, raziskovati, se pogovarjati s knjižničarko Jelko o 1001 stvari. Jaz sem že tam konec 4. razreda prebrala Ljubezen Lady Chatterley, ki je bila za takrat, za tiste čase nekaj groznega. Danes je pa v bistvu ta knjiga ob vsem, kar je na tržišču, ena taka milozvočna pravljica za lahko noč. Potem sem se zelo rada pogovarjala s starejšimi, ker se doma nisem mogla, ker je bil pač tak način življenja, tih bod, ne postavljaj vprašanj, pejt se učiti in tako naprej. No in kasneje sem na srečo naletela na ljudi, ki so začeli nekako filati to mojo radovednost zgodbami in te zgodbe sem, ker sem v tem uživala, tudi zapisovala in prenekatera je bila še v teh davnih časih potem objavljena tudi v takratni reviji Antena. Aha. To je bilo tam 68. 70. leta. Tako da sem imela zmeraj tudi v tem odnosu s prijateljicami, ker nisem imela denarja, bila sem zelo slabo oblečena, nisem imela niti za toliko, da bi šla na kakšen ples, ampak bila sem pa njihova zaupnica. Ja. To sem pa še danes. To ste pa še danes. To sem pa še danes in to je ostalo zaradi tega, ko danes, ko smo stare mame, imamo za seboj že določeno življenje,
prihajajo k meni pa rečejo, no, s teboj se pa danes še glih tako lahko pogovorim, kot sem se takrat leta 65, ko smo se srečale in šle k Petričku na pravo kavo, ki so jo one častile, ker res nisem imela nikoli denarja. Pa vendar je bila ta izmenjava, one meni kavo, jaz njih poslušam. In to poslušanje je bilo že od nekdaj prisotno. Ja, tak terapevtski. Ja, ampak nisem nikoli v tem. Niste nikoli v tem? Ne, zato, ker, veste, poklic te pokvar. Ja. Če bila jaz kot terapevtka v poklicu, potem te avtomatično te vkalupi vse tisto, kar ti prebereš v strokovnih knjigah, kar zahtevajo od tebe na izpitih, kar zahteva od tebe stroka. In si v nekem kalupu nehote, ne da bi vedel. Jaz sem pa svobodna. Jaz lahko poslušam, tako kot paše meni, oziroma kot paše vam, ko pridete k meni. In jaz nimam teh zakonitosti, to je dovoljeno, ono ni dovoljeno, tukaj moraš to reči, tam moraš zamižati na eno oko. Jaz prejmem zgodbo, ki jo dobim, takšno, kakršno slišim. In ljudje so tega željni, da jih potem nobeden ne usmerja, preusmerja in tako naprej. Enkrat mi je ena gospa rekla, ko jaz ne kadim in je ona skoraj celo škatlico cigaret pokadila in sva se utapljali v tistem dimu. Zakaj? Nisem rekla, ne kadi. Sem rekla, zakaj bi jaz to govorila? Ko boste naslednjič nekam prišli in boste videli, da se nekdo zraven vas zaradi cigaret slabo počuti, vam bo postalo nerodno in tega ne boste nikoli več počeli. Še danes pa se poznava že skoraj 40 let, mi neštetokrat reče, da so bile te moje besede tiste, ki so jo nagovorile, da ni več kadila. In od takrat naprej, v bistvu z nekaterimi časovnimi zamiki, ko še seže po cigaretah, ne kadi več. Ker pridiganje, prevzgajanje, žuganje, to ni fajn. Vi ste v njej v bistvu malo to samozavedanje sam ti moreš, a ne zbudila, sam ti ne? moreš. Ja. Ker zelo je pomembno, da ti sam do nečesa prideš. Ti lahko otroku milijonkrat rečeš, uči se. Če to ne pride v njemu, da se mora učiti, seveda ti ga moraš držati na tisti poti, ampak ti moraš sam do tega priti. In če nekdo, recimo k meni velikokrat pridejo tudi ljudje obeh spolov, zakaj so vsi moji partnerji takšni, da moram zanje skrbeti. Zato, ker ti češ. Ja. Njih je brez veze spreminjati. Če ne bojo tebe dobili za žrtev, bojo dobili naslednjega. Ti si tisti, ki se moraš odločiti. A bom jaz dajal partnerju denar, a mu bom na voljo, a bom za njega skrbel, a pa bo ta odnos vzajemen. Ker če ti to počneš vsakič znova in znova in se počutiš kot mati Terezija, jaz bom pa tega Poldeta spremenila, on bo krasen, popoln mož. Ne bo! On bo videl, da je naletel na novo tepko in bo pač se do tebe obnašal kot do tepke. Točno tako, kot jim pustimo, ne? Tako, kot ti pustiš in tukaj ko ti nekomu pustiš, da te izkorišča, da te izrablja, da ti na nek način ne dovolj, da dihaš po svoje, ampak da dihaš tako, kot ti ukaže. Magari skozi objeme, ali skozi ljubčke, ali pa skozi sladke besede. Veste, načini, kako manipulirajo z nami, to niso samo enoznačni, jih je več in ti moraš vedeti, a si ti to lahko dovoliš, a si ne. Ker to ni nič narobe, če ti udariš po mis. Narobe je, če si tih, pa molčiš, oziroma še hujš, če greš v naslednjo zvezo s popolnoma enakim človekom. To je pa katastrofa. Pa enakimi svojimi vzorci. Ne? Pa svojimi vzorci, ker enostavno
ti vzorci so tako globoko vsajeni v nas, to so že v našem DNK-ju, kot je v slovenskem DNK-ju, da ti moraš molčati, ker imamo pregovore. Kdor molči, 10 odgovori, molk je zlato, da potem posredni pregovori, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. To nas vse nagovarja, da moramo molčati, spravljati pod preprogo, ne glede na to, kako nam to, kot osebi, kot narodu, kot družbi, kot skupnosti, kako nam to škoduje. Šuti, trpi. Ja, nekaj tazga. Ja. Tako. Sem se odla vprašati, kako se je sploh začela vaša pot pisanja teh zgodb, ampak ste mi v bistvu že odgovorila. Me pa zanima, na kakšen način mogoče zbirate ali pa delate selekcijo teh zgodb, ki jih poslušate za recimo to zbirko Ogenrit in Kače niso zdaj krače. Ja, selekcijo v bistvu ne delam v tem smislu, da bi nekomu, ki pride, rekla, tvoja zgodba je pa tako dolgočasna. Ne bom jo objavila, zato ker imam več možnosti, da to naredim. Lahko jo objavim v knjigi, lahko jo objavim v podlistku, ki ga pišem že 40 let za Gorenjski glas. Lahko to zgodbo objavim na svojem blogu, lahko jo to zgodbo kot ene vrste polemiko objavim na Facebooku in se potem o njej pogovarjamo. Načinov, kako to naredim, je več. Zato, ker vse te zgodbe, ki pridejo do mene, niso objavljene v knjigi. Zato, ker je možnosti za to, da se o teh zgodbah govori, je nešteto. Po drugi strani je pa tudi kar nekaj takšnih, ki ne dovolijo objave, ker se želijo samo pogovarjati. Njim jaz predstavljam kot ene vrste kanto za smeti, v katero pač mečejo svoje težave in potem seveda, ko je tvoja zgodba v tej kanti za smeti, pač oni imajo predstavo, da sem pa jaz te zgodbe rešen in grejo in nočejo, da se ta kanta za smeti odpira na novo. Recimo en tak zanimiv primer, mi je enkrat ena prinesla en tak kamen, tak malo večji kamen, tam iz okolice Kobarida in na njega je narisala metulja. Ja. In v tem kamnu je ona rekla, je skrita moja zelo kruta zgodba, je rekla, in želim, da ti ta kamen in tega metulja, ki sem ga gor narisala, hraniš. No in ta kamen imam jaz že kar 20-30 let na polički nad računalnikom in vsake toliko časa me pokliče pa reče, kaj pobrišeš prag z njega. In če rečem, ta prvič sem rekla, ja, pobrišem, je rekla nikar. Je rekla, mora se prag gor nasedati, zaradi tega, ker imam jaz potem občutek, več ko bo gor prahu, bolj je oddaljen čas, ko sem ti jaz kamen prinesla in ko so bile moje težave še žive in so me morila. Tako da to je en eksponat v moji delovni sobi, ko je pač prašen in kakšna skrbna gospodinja, ki bi tako naredila s prstom, bi rekla, ta Milena je pa tudi zanikrna, da nič prahu ne briše. No, se mogoče, če je samo na kamnu, potem je očitno, da se ja, to tako je pač tako najin dogovor. Ja, zelo zanimiva simbolika. In meni se to zdi fajn, ker pač ljudje, kje pa imamo možnost danes povedati zgodbo, svoje težave? Ja. Kje? Recimo včasih, dokler ni bilo te elektronike, telefonov, računalnika in družabnih omrežij, so se ljudje družili, so hodili enemu k drugemu. Smo imeli v Žireh recimo, 20 gostiln, danes imamo 1 ali 2, pa še te so prazne. To pomeni, da so se družili, pogovarjali, izmenjavali, itak so vse vedeli, je bil pač te vaške čveke ali pa čveke v službi, v bloku, kjerkoli je kdo živel, so bile tako močne, da so itak vedele celo tisto, kar se ni naredilo. In človek je imel en tak občutek, da
da ni sam, da je zmeraj nekdo, ki ga bo poslušal. Danes tega ni, ker tudi ti medsebojni odnosi so se tako skrhali, da ti nikoli ne veš, komu zaupati svoje stvari. Kaj pa, če se midve spreva? In potem recimo ena Poljka v jezi napiše: moja prijateljica Franska je doživela to in potem na Facebooku to cela Slovenija bere. Tega včasih ni bilo. Tudi če je ta Poljka ali Franska v okviru ene vasi ali, bom rekla, ene pisarne nekje izčvekala, je pač to vedlo, ne vem, 50 ljudi. Danes ve 2 milijona ljudi, ker vsi berejo. In ti nimaš pri živi duši nobenega. Z domačimi se ne boš pogovarjal. Župnikom mu ne boš šel svojih grehov razlagati, ne vem, če se osebno malo bolj poznata ali pa sploh v cerkev ne hodiš. Za psihoterapeuta nimaš 100 evrov in še več. Res je, kar cene so. Nimaš nikogar, ki bi mu zaupal svoje težave, in seveda potem pa ljudje izvejo: aha, Milena pa to počne že 50 let, noben še ni rekel, da je o svojih sogovornikih koga izdala. Evo, jaz usedem v avto pa se zapeljem k njej. In to je to. Meni se zdi ful čudovito, v bistvu ne najdem druge besede, ampak res čudovito, da ste uspela en tak ne sistem, se ne najdem besede, da ste uspela vzpostaviti en tak odnos z ljudmi, da pač čutijo tako do vas. Ja, lepo je. Jaz mislim, da malo botruje k temu tudi to, da se držim načela, da ljubezen gre skozi želodec. To pomeni, da nihče, ki pride k meni, ni lačen. Zmeraj poskrbim, da je kaj sladkega na mizi, poskrbim za kosilo, poskrbim za to, da je udobje, v katerem se znajde sogovornik, da je takšno, da ima občutek domačnosti. In vsak, ki pride, dobi objem, vsak, ki pride, ne nazadnje dobi tudi tisto intimo, ker me sredi tega pogovora nikoli nihče ne moti. Da se vrata zaprejo in imajo ljudje občutek, da smo sami in da lahko povejo lih, kar hočejo. Tudi na obrazu nikoli ne kažem, da sem na čem zgrožena, da mi kaj ni všeč, glede na to, kaj sem že vse slišala. Bi si kaj takega težko privoščila, ker me težko še kaj preseneti ob vsem tem, kar sem slišala. Tako da edina stvar, ki pa mogoče mi včasih reče, da rabim malo predaha, ko poslušam sogovornika, je pa to nasilje nad otroki. To me pa tako se dotakne in na ta način se nekako tudi veliko težje poberem, potem ko moj sogovornik odide, ker tega nasilja nad otroki, pa ne bo to incesti, ne bo to psihično, fizično nasilje, ne bo to manipulatorstvo, ki si ga starši privoščijo. To je pa nekaj, na kar se pa jaz ne morem navaditi. A veste, če pride neka ženska jokat, da je že v tretji zvezi, kaj mož pretepa, meni se ona ne more smiliti v tem pomenu besede, da bi jaz jokala z njo. Zaradi tega smilila se bi mi prvič, ne morem se mi pa tretjič. To pomeni, da se iz svojih zgodb ni nič naučila. In to ni dobro. In jaz se s tako osebo poskušam drugače pogovarjati, kot pa s tisto, ki pride, pa mi pove, da je prvič doživela kaj takega. Pri otrocih je pa drugače, ker otrok je nemočen, ker je v rokah, zlasti danes, ko so nekatere matere zelo manipulativne, in otrok je popolnoma, bom rekla, postane eno orodje, s katerim se nekatere matere
hvala Bogu, nekatere maščujejo ali partnerjem, ali družbi, nenazadnje tudi vsem travmam, ki jih nosijo v sebi. Tako otroci mi pa tako globoko smilijo, da ne morem tega povedati, kako mi je to hudo. Jaz imam tudi drugače hčerko, ki je zdaj v 1. razredu in tako. Že prej sem imela do otrok, tako kot ste rekla, pač ta nemoč. Ne? Otrok je tako, kot ga boš naštimal, tako bo. A ga boš pustil v pokakani plenici, bo pa cel dan v pokakani plenici. Pač res so odvisni od nas in Zelo. Ta njihova nemoč pa nedolžnost, ki jo imajo v sebi, je zelo težko razumeti, kako enih ljudi to Nič se ne dotakne. Ja. In recimo en tak primer, nekoč je bilo, sem bila nekje na obisku, bilo je tam enkrat sred oktobra, ki je bilo že zelo hladno, no in tam sem videla enega fantka, približno 10 let je bil star, ki je šel v samih kratkih rokavih. Je šel po tisti ulici, no in sem ga nagovorila, ampak je kar zbežal. No in potem sem to mojo gospo, pri kateri sem bila na obisku, sem vprašala, kaj je s tem fantom, da hodi v kratkih rokavih. Ja, je rekla, se to je čist zmešana družina, mama se je preselila k drugemu, oče hodi po gostilnah, doma tega otroka pretepa in seveda otroke se boji bati in odide od doma. Pač, če ima na sebi samo majico s kratkimi rokami, gre pač tak. In sem rekla, zakaj pa nič ne naredite, ker ste sosedi? Ja, kaj bomo pa naredili? To je najhuj. Jaz tega stavka ne morem. Ne prenesem tega stavka. In seveda, kaj sem jaz naredila? Jaz sem poklicala na Center za socialno delo. No, in na Centru za socialno delo so pač za to zgodbo vedeli, ampak so potem, ker jim nisem dala miru, ker sem poklicala na vsake toliko časa, so pač našli ustrezno rešitev, da se je otrok začasno preselil to se pravi k očetovem bratu in da je, jaz mislim, da je pri njemu še danes. Ker je bilo zelo malo treba. Ja. Zelo malo treba. Ne pa reči, ja, to je zmešana familija. Ti sosed, kje imaš ti srce, da to vidiš? Da tega otroka, ki sred zime leta tam po ulici v kratkih rokavih. In tega, ko se ti nekako izgovarjaš, to ni moja skrb, to me ne briga, zato so centri za socialno delo, policija in tako naprej. Ni res. Ti moraš nekaj narediti. Ja, za božjo voljo, zakaj pa tega otroka ne povabiš k sebi? Pa rečeš, počakaj pri meni, da se oče strezne, pa šel pol domov, pa mu daš en pulover. A ni to tisto, kar je človeško? En minimum. En minimum človečnosti. Tako, ja. Ne pa gledati, briga me, se to ni moj problem. In to je današnja družba, zaradi katere jaz dobivam res sive lase. Ja, jaz se strinjam, jaz pač glede tega, tako ga ste rekla, ta stavka, kaj pač narediti? Marsikaj se da narediti. Vse se da narediti. Marsikaj. Stran pogledati pa definitivno ni ena izmed teh stvari, ki bi bilo treba. Tako da ja, se strinjava. Če se malo vrneva na vaše knjige, Ogenj, rit in kače niso za igrače, je zdaj 5 delov. Tako je. 5 delov. A bi mogoče za naše poslušalce malo povedala, kaj ste v vsaki knjigi zajela? Ja, lahko. V bistvu je tale prva knjiga Ogenj, rit in kače niso za igrače, je v bistvu ena vrste kultna knjiga in je tudi zelo pomembna v tem, kako se citizen science, to pomeni ta poljudna znanost, ko nekateri zapisovalci mojega kova, pač, ki niso iz stroke, zapisuje določene zgodbe in potem stroka, če želi na podlagi teh zgodb kaj narediti, naredi, če pa ne, pa ne. No in ta knjiga je ena izmed teh, v njej so
v njej so številne zgodbe ljudi, ki jih že zdavnaj ni več med živimi, na kateri so bili rojeni tudi konec 19. stoletja. V tej knjigi opisujem tudi oziroma predstavljam nekatere predmete, ki so jih tudi na tej intimi včasih uporabljali, to so rancale, kerfi in tako naprej. Tudi to, recimo, ker je bil pač spolni odnos včasih zelo kratek, to se pravi, da je trajal komaj kakšno minuto in so ženske imele zmeraj na voljo mast, da so se med nogami namazale, da so s tem olajšale tisto bolečino, ker je bil pač za moške je bil spolni odnos užitek, za žensko je bilo pa to trpljenje. Potem ima predstavljen tudi škofa Jegliča, ki je bil eden prvih, ki se je za ženske zavzel v slovenskem prostoru, ko je leta 1909 izdal knjigo Zakonce. In v tej knjigi je prvič omenjeno, da mora biti moški do svoje žene nežen in strpen. Pač v tem verskem jeziku, ampak vsi so ga razumeli. In zaradi tega, ker je določene stvari o tej strpnosti in tudi o tem, kdaj lahko mož leže k ženi, javno spregovoril, ga je cerkev označila za pornografa in o tem so pisali tudi evropski časopisi. Zanimivo pa je, da je dobrih 100 let zatem, ko je on to knjigico izdal, so enako rekli meni, da sem pornografinja, ker sem pač izdala knjigo, o kateri so tudi te intimne zgodbe. Ja. To pomeni, ker so mi to govorili pravzaprav predstavniki, če se že Slovenci delimo na leve in desne, iz obeh opcij. To pomeni, da se v 100 letih odnos do intime v slovenskem prostoru ni popolnoma nič spremenil. Samo nianse so druge. Ja. Ampak ta odnos do spolnosti je pa približno enak. No, in seveda ta knjiga je potem služila tudi kot podlago za nastanek tega dokumentarnega filma Seksualno življenje, Babičino seksualno življenje, ki je dobil v Reykjaviku pred 2-3 leti, je dobil tega najvišje priznanje Oskarja. To pomeni, da ta knjiga je dejansko res ene vrste kultna knjiga, pa vendar je zanimivo, da jaz sicer menim, da bi jo morali vsaj srednješolci prebrati, pa vendar se to ni zgodilo, ker so rekli, da ni primerna za srednješolce, kar vemo, da je to govoriti neumnosti, ker srednješolci peljejo žejne čez vodo, ne samo svoje starše, tudi svoje učitelje, glede informacij, ki jih imajo z tega področja. No, ker je bilo pa gradiva za ta prvo knjigo, da ne bila preveč debela, še ogromno na voljo, je potem išla še druga knjiga čez 2 let, Babice, hčere, vnukinje, kjer sem pa te zgodbe že generacijsko razdelila med seboj z enim samim ciljem oziroma željo, da se vidi, kako zaradi tega molka, kateremu smo Slovenci zapriseženi, se vse travme generacijsko prenašajo iz ene generacije na drugo in da pravzaprav zaradi zelo podobnih stvari, zaradi katerih so trpele babice, trpijo danes tudi njihove vnukinje. Enako željo, enako, bom rekla, potrebo po tem, da ljudje to spoznajo, sem imela tudi pri tretji knjigi, ki pa je moška.
To se pravi, moške zgodbe. In še ena anekdota, sem bila nekoč na eni televizijski oddaji in mi je sogovornica rekla, no, fino, pisali ste o ženskah, ampak grem staviti, da pa moški vam svojih zgodb ne bojo zaupali. No, in seveda, jaz sem imela nekaj teh starejših zgodb, ki sem jih objavljala v tej 3. knjigi, sem imela že na voljo, mlajših mi je pa res primanjkovalo. No, in seveda sem potem objavila na Facebooku, da rabim moške zgodbe, da me zanimajo zlasti te problematične v odnosu moški-ženska. In sem dobila v enem tednu več kot 200 ponudb. Več kot 200 zgodb. Več kot 200 zgodb. Hitro ugriznila zajezek vaša izzivalka. Tako da sem potem, ta 3. knjiga je v bistvu tudi, bom rekla, edina zaradi vseh teh, ki so se takrat javili, da so oni sami napisali svoje zgodbe. Vse zgodbe prej sem jaz dobila na 4 oči, ta v 3. moški knjigi je pa zelo veliko zgodb, so mi sami moški napisali, mi jih poslali tako, da nekatere niti ne poznam. No, med njimi je pa ena zgodba izjemno zanimiva. Ko sem se z enim gospodom srečala v temu restavraciji hotela v Trebnjem, ko je bil lastnik takrat, ko so bili diskoteke še boom, to je ne vem koliko, 15-20 let nazaj. V glavnem, on je bil lastnik ene največje diskoteke. No, in on mi je pripovedoval o teh odnosih z ženskami. Če je spal z več kot 2000 ženskami, potem veste, da je bilo teh zgodb za skoraj eno močno popoldne, ene 5-6 ur sva sedela skupaj. No, in ta odnos, recimo, do žensk, ko v bistvu mi je večkrat med pogovorom rekel, da jih ni izrabljal, da so se mu same ponujale. Ja. A ne? To se mi je zdelo tako zanimivo, ker logično, če si ti lastnik diskoteke, je tam veliko takšnih in drugačnih, željnih tudi tovrstnih avantur, in ko je razlagal, kje vse je imel z njimi te intimne srečanja, in tudi po več na eno noč. In potem je razlagal o eni takrat zelo znani manekenki, ki je že pokojna, kako sta tekmovala, kdo bo imel več partnerjev. A bo ona imela več moških, a bo on imel več žensk. No, in je rekel, me je prehitela zaradi tega, ker je imela vmes tudi nekaj žensk, ne samo moški. Je rekel, šteti smo mogla pa vse, a ne? Spolne partnerje, ne glede na spol. No, in še potem, ko je zbolel pa umrl zaradi melanoma, je imel, ko sva se slišala nazadnje, je rekel, da je mu zelo fajn te negovalke, ki prihajajo k njemu. Tako da on je bil nekdo, je bil tip moškega, zakaj o njem pripovedujem? Predstavljajte si mene kot tradicionalno žensko, ki ima določene vrednote, 4 otroke, 5 vnukov, moža že od 19. leta naprej. Živim izjemno tradicionalno življenje. Izjemno tradicionalno življenje in po vseh parametrih bi bilo nemogoče, da je meni ta gospod všeč. Nemogoče. Ja. Ampak njegove zgodbe so tiste, ki so ga naredile, ker so bile tako drugačne, so ga naredile zelo pomembnega pri meni. Tako zelo pomembnega, ker mi ni zgodb samo pripovedoval, ampak
sem se iz te zgodb marsičesa naučila tudi o ženskah, ki padejo v naročje takšnemu tipu. Naučila sem se o moških, ki pač izkoristijo takšne priložnosti. Veste, ker ne moreš ti na takšne zgodbe gledati samo skozi ene moralistične parametre, ki ti jih je neka vzgoja položila na dušo že tam v otroštvu. In taki ljudje, ki so zelo drugačni od mene, so meni veliko bolj nekako blizu ali pa veliko bolj zanimivi kot tisti, ki so moja zrcalna podoba po načinu življenja in po vrednotah. Ja, to je tako, že vse vemo, kako je. Itak veš. No in seveda potem je prišla četrta knjiga, ki je nastala v času covida. No in ta četrta knjiga je pretresljiva zaradi tega, ker je v času covida o tem, ko smo bili zaradi razmer, ki so vladale ne samo pri nas, po celem svetu, v bistvu zaprti med 4 stene in se nismo bili sposobni soočati sami s seboj. V času covida je bilo izjemno veliko družinskega nasilja, izjemno veliko ločitev, izjemno veliko je bilo tega, bom rekla, tega spoznanja, kdo sem sploh jaz, kdo je partner, s katerim jaz živim. Ljudje so se začeli kregati, ker niso bili navajeni 24 ur na dan z nekom živeti v istem prostoru. Ker če je normalno, pač ti zjutraj greš, prideš sred popoldneva in pa se vidiš, če ne sediš pred televizijo, ne vem, pol ure pa gre spat in tako naprej. Ja. Takrat smo bili pa soočeni s tem, da smo se sprašvali, kdo sem jaz. Ja. In to je bilo vprašanje, ki ni bilo lahko. Za marsikoga ni bilo lahko in ljudje so imeli veliko potrebo, da spregovorijo. Tako da ta četrta knjiga je v bistvu so noter mlajše zgodbe, to se pravi zgodbe tistih, ki znajo uporabljati internet, Skype, Messenger in tako naprej. Ne? Samo za eno zgodbo sem pa sred najhujšega tega, ko smo bili tudi po občinskih mejah, znotraj občinskih mej zaprti, sem pa šla gor na Radgono, ker je bila pa dejansko res zelo posebna. In mi je bilo v bistvu čisto vseeno, tudi če me dobijo. Tudi če me dobijo. Meni je bilo to dosti vseeno. Ker je bila zgodba tista, ki me je potegnila. Da sem vse spustila z rok pa šla. No in potem je na tej četrti knjigi je še nekaj, kar za mene zelo pomemben, to je pa naslovnica, na kateri je ta birmanski venček moje tete, ki je živela, veste, tudi moja družina, širša družina po mamini strani, je imela zelo kruto usodo. No in ta teta Milka je živela na eni kmetiji in v bistvu ni imela veliko stikov z drugimi ljudmi, je bila taka plašna kosrnica. In ko je prihajala k moji mami na obisk, smo se mogli otroci umakniti, ker drugače bi ona šla. Zelo je bila taka posebna ženska. No in midve so v življenju, ne vem, če sva enkrat, dvakrat govorile, no, ker se je zmeraj umaknila, ko sem jo kje naletela na eno. No in ko je ona umrla, so mi ta družina, ko so pazili najno, ko je bila na stara leta, so mi dali eno tako škatlo zapiskov in vsega, kar je ostalo za njo. So rekli, ti boš sigurno vesela. In lepšega darila mi ne bi mogli dati. Pa je bilo noter, so bile stvari takšne, da bi jih recimo en normalen verjetno šel najprej razkužiti. Meni je pa to izjemno veliko pomenilo in med njimi je bil tudi ta birmanski šopek, ki je na naslovnici te četrte knjige. No in potem sem jaz rekla, evo Milenči, zdaj boš pa ti začela svoje romane pisati.
No in potem sem naletela še na eno lučko, ko je imela prednike, njeni predniki so tam na prelomu stoletja so živeli, to se pravi 19. 20. stoletje, so živeli v Žireh. Oče je bil, oziroma ded je bil orožnik in me je nekoč na Facebooku prosila, če jaz dobim pač določene podatke, kako je bilo v Žireh in tako naprej. No in seveda jaz tega nisem dobila, je pa potem naš žirovski župnik Andrej te podatke zrihtal. No, ampak midve sva ostale v stiku in ko mi je ona povedala, da je bila celo življenje vedeževalka, sveda, meni so se oči zasvetile. Ja. Čak malo, vedeževalskih zgodb pa jaz nimam. Ja. In ko je rekla, da si to nekatere vedeževalske zgodbe zapisovala, ampak tako, v takih kratkih alinejah, sem jaz rekla, deva malo narediti na to blagovno izmenjavo. No in seveda je ona pač meni te njene zgodbe, ki jih je pač doživela v svoji bogati zgodovini, ki je tam 70-80 let, mi je ona to dala in te zgodbe so bile morilske, tako so bile dobre. In sem rekla, mora nastati še ena knjiga. No, istočasno sem pa jaz bila pri eni gospe tukaj v Ljubljani, ki se je vrnila tudi po 70 letih iz tujine, kjer sta z možem živela. Imela je pa eno neizmerno kruto zgodbo in en detajl iz te zgodbe je bil, da je, ker je bila izjemno lepa ženska, še potem, ko je bila stara čez 90 let, no, ko je bila tam stara 18-20 let, je nekoč prišla k njej ena gledališka režiserka, ki je imela takrat poleg redne službe še eno dodatno vlogo, da je med lepimi dekleti v Ljubljani v 60 letih in tudi še prej v 50-ih iskala lepa dekleta, ki jih je potem določen krog vzgajal za spremljevalke takratnih politikov, gospodarstvenikov in tudi nekateri kulturniki so bili zraven in tudi nekateri duhovniki. To se pravi, to je bil krog, moški krog, ki se je pač poznal tako in drugače iz vojnih ali pa predvojnih časov. No, in njena zgodba je bila kruta zaradi tega, ker mi je povedala, zakaj ona ni postala spremljevalka, pa je šla ves ta študij, dala skozi od obnašanja za mizo, kako se oblačiti. Ona itak, ker so bili starši izobraženi, je znala 3 ali 4 jezike. No, in je razlagala, da je nekoč, ko je bila njena to se pravi, ko je bil ta staž priprave že skoraj končan, pa je izvedela za eno kolegico, ko jo je en takratni konzul, ki je bil pač na enem konzulatu izven teh slovensko-jugoslovanskih meja zaposlen, jo je vzel s seboj in jo v enem od ljubljanskih hotelov pustil v postelji, potem, ko je z njo občeval, so rekli včasih od odzadaj, in jo je vse raztrgal. In je vse raztrgal, ker je pač to verjetno rekel, se je to kupljeno, zato sem plačal, lahko delam karkoli čem. No in to dekletce je bilo takrat staro 16-17 let. No in če malo je manjkalo, da bi skrvavela, no in ta zgodba se je potem med temi dekleti nekako razširila. In ta moja sogovornica, ko je to slišala, kaj se je zgodilo, je povedala svojemu fantu in sta v bistvu še v istem tednu
njen fant je imel strica duhovnika in je pomagal, da sta šla čez mejo in potem sta živela v tujini in on je gor umrl in kol se nista več vrnila domov, ker se je pač bala, sta bila ubežnika, ilegalca in tako naprej. Sta se bala tudi zaradi tega, da bi, ne vem, taki ali drugačni ukrepi potem sledili. Tudi nista imela nikoli otrok. Skratka, ta zgodba je bila potem podlaga za ta moj zadnji roman, Mehko kot britev. No, del te zgodbe sem pa vnesla tudi v drug del te 5. knjige. No, in v tej 5. delu je tudi zgodba ene gospe, ki je šele za 70. rojstni dan na enem srečanju, ko je bila familiarno srečanje, in so se že itak grdo gledali zaradi dediščine, je butano na dan, da njena mama, ženska, ki je imela za mamo, pravzaprav ni njena mama, ampak teta. Da njena teta je pa v bistvu njena mama. Ker je njena ta prava mama pri tam 13-14 letih zanosila svojim svakom in da v hiši ne bi bilo sramote. Tukaj ste veja. Je tega otroka, ki se je rodil, je tega otroka vzela k sebi pač teta, to se pravi žena od očeta, in to je bila družinska skrivnost, ki se je skrivala vse do trenutka, ko pa se je delil denar. In bom rekla, in v tej zgodbi se kaže tudi ena, bom rekla, zlata nit vsega tistega, kar vi, Monika, v naši družbi ne razumete in se sprašujete, pa zakva za božjo voljo se to dogaja. In morate vedeti, če ni kriv denar, je kriva, če rečem po domače, korbarija. Ja. Vse ostalo je brez predmetov. Je samo posledica enega ali drugega. Ja. Ker tako je. Zakaj se v družini kregajo? Zaradi denarja. Prej ali slej zaradi denarja. Zakaj je v družbi toliko korupcije? Ja, zaradi denarja. Zakaj je na nekem delovnem mestu recimo nekdo, ki je sicer lep, fajn, ima velike prsi, blond, recimo pa nisem mizogin. Ja. Zakaj je tam? Ja, zaradi tega. Ker ve, na katero tipko je treba pritisniti. In to so stvari, ki nekateri jim pravijo sovražni govor, ampak to so dejstva. Ja. In mi je zelo žal, ko včasih kdo reče, tega pa ne bi smela reči. Zakaj pa ne, če to drži? V realnem življenju je neki čist drugače, kot pa recimo na papirju. Na papirju se popolnoma strinjam. Papir vse prenese. Vse prenese. A sem bila predolga? Ne. Odlično. Jaz bi tako lahko sam sedela pa vas poslušala, ker zelo se zabavam. Tako, ker pa imamo mi podcast o spolnosti, se bomo malo bolj o temu, in sicer, kot smo se že prej pogovarjali, bomo mogoče malo našim poslušalcem tudi povedali o spolnosti v preteklosti, kar je tudi, mislim, da v prvi knjigi najbolj zajest. Ja, najbolj, ampak tudi ja. Skoro šlo mi kuli. Tudi v ostalih. Da bom pa kar tako, no. Kako se je govorili o spolnosti doma v teh časih, se pravi te zgodbe, ki so iz tega časa, če se sploh je? V bistvu ta čas, recimo jaz zelo dobro poznam čas zadnjih 100 let. Zaradi tega, ker sem imela pač sogovornike in sogovornice tudi iz celega 20. stoletja, glede na to, da sem poznala ljudi, ki so bili rojeni konec 19. stoletja.
S tem, da veliko pove tudi že ta rdeča knjižica, ki je izdal Škof Jeglič, kakšno je bilo spolnost takrat. V moji drugi knjigi Babice, hčere in vnukinje, pa je na notranji strani odtis enega zapisnika duhovščine iz leta 1941, ki ta duhovščina je takrat zasedala v Beli krajini nekje in so med drugim obravnavali tudi točko razno, ki je menda zasenčila glede na količino časa, ki so ji posvetili, vse ostale točke, ki so bile pred to zadnjo točko. Govorili so pa o tem, da je v slovenskem prostoru, očitno se je že takrat po župnijah čutil, manj otrok, kot jih je bilo recimo tam v 20-30 letih. In so ugotovili, da je temu kriva Knaus-Ogginova metoda. Ta metoda teh varnih, nevarnih in še kakšnih drugih dni, ki je bila takrat že razširjena, strokovnjaki bojo več vedeli o tej metodi, kot vem jaz, ker nisem nikoli prakticirala. No, in lahko pa pogledate tudi na internet, pa boste vse zvedeli, kaj to pomeni. No, in so ugotovili, da ta metoda, ki se jo poslužujejo zlasti bolj premožni, izobraženi, ki imajo zaradi tega posledično tudi manj otrok, da je zelo nevarna. Nevarna v tem smislu, da so sklenili, da bo treba ljudem reči, da če moški prekine spolni odnos, da lahko postane neumen, da lahko dobi takšne in drugačne bolezni, zboli na živcih in tako naprej. To so zabeležili tudi v ta zapisnik. To pomeni, da so ljudje bom rekla, znotraj teh družin, znotraj tega, bom rekla, intimnega odnosa moški in ženska, že strmeli po tem, da ne bi bilo otrok toliko, kar jih je Bog dal. Ker včasih je bilo tako, da jih je moralo biti toliko, kolikor je bilo ti pač namenjeno. Ker to so stvari, ki so bile dejansko povedane bom rekla, iz ust ljudi, ki so živeli na različnih koncih Slovenije, je bilo pač tako, da ker ženske niso nosile spodnjih oblačil, da je tudi menstrualna kri velikokrat, ko so bile pri maž, tekla na tla. In če je župnik ugotovil, da je recimo pri kakšni ženski se ta menstrualna kri ponavlja, ki bi mogla biti že noseča, jo je poklical k sebi, pa je ji rekel, a ti svojega moža odstavljaš? Zakaj? Kaj to pomeni? To pomeni, da naši predniki za spolne odnose in vsem tem, kar pritiče zraven, niso imeli nekih občečloveških izrazov, ampak so uporabljali te živalske izraze. To se pravi, spolni odnos je bil ongavljanje, je bil parjenje in tako naprej, bakajne na kmetih in tako naprej, zato ker je pač bak skočil na kravo in to je bil običajen izraz še iz časa moje mladosti. In vsi ti izrazi so povejo, da v tem času pred drugo svetovno vojno, da enostavno je vse šlo skozi, bom rekla, te besedne zveze, ki so bile povezane s to živalskostjo, s tem parjenjem pri živalih. No, in tudi spolni odnos je bil za moškega pravica, za žensko dolžnost in ženska, ki se je morala, kadarkoli je pač to mož rekel, uležti roke dati od sebe, noge narazen in se
krili pokrit čez glavo, da tega, ki si je pač moški spustil hlače do kolen, da ga ni videla, ker bi bil to greh, in pač morala prenašati tisto minuto ali pa dve, da se je on izpraznil. Ja. A ne, ker je bila ona posoda, ona je bila čaša za to moško seme in ta čaša je pač morala delovati tako, da je bil, če ne vsak let, pa vsaj na leto pa pol, da je bil nov otrok pri hiši. No in seveda, to so bile stvari, ki so osveščene moške, zlasti po tistem, ko je Škof Jeglič napisal in izdal to knjigico, ki je bila označena za pornografijo, so začeli na svoje žene drugače gledati. A ne? Da to ni bila več, žena ni bila več objekt. Da je počasi so prihajali na to, da je postala subjekt. Saj to subjekt je že bila, recimo, izven postelje. A ne? V posteli pa ne. V posteli je bila pa še zmeraj nekdo, ki je pač moral biti moškemu na voljo. Ker mi imamo tudi ta, včasih gledam kakšne filme v starih časih, pa se smejim zraven, zato ker so spolni odnosi včasih bili drugačni kot danes. A ne? Mi jih danes tudi spolne odnose, ki jih vtikamo v kakšne filme iz tam 20-30 let, recimo se glavna igralca poljubljata. Zgubljena, to je za nič film, to nima romantike. To nima nobene veze, ker se niso poljubljali. Ni bilo, ne. Zato, ker so imeli zobovje, glede na to, ker niso imeli denarja za zdravnika, so imeli največkrat razdejanje, z ust je smrdel in tako naprej, in se niso bili navajeni poljubljati. To ni bilo v navadi. Če so se kušali, so se mogoče na lice, ali so se pa kušali tako kot otroca, ne? Tako, da so smoček naredili. Ja. A ne? Ni bilo, bom rekla, teh francoskih poljubov. Ja. A ne? Moški se ni smel prsi dotakniti, ker je bil to greh. Bohvar nesreče, da se bi dotaknil žensko med nogami. To je bil smrtni greh. Še včeraj, ko sem bila mlada, recimo, pa smo hodili k spovedi, nas je župnik Starman zmeraj vprašal, ali si v mislih kaj grešila. To je pomenilo, ali si predstavljala, ne vem, moškega golega ali pa kitajskega. Ne mu na kraj pamet ni padlo, da bi lahko deklica pri 17-18 letih to uživo kaj počela. A ne? Pa to ni bilo, ne vem, leta 1930, ampak je bilo to leta 1965 do 70. A ne? To pomeni, da je bil ta odnos do spolnosti zelo zagalindran. A ne? Po drugi svetovni vojni so se pa stvari precej sprostile. Precej sprostile zaradi tega, ker se je zgodil nekaj, na kar mi mičken pozabljamo, kako pomembno je, to pa je, da so šle ženske delati. Ja. To je naredilo več revolucije kot katerakoli seksualna revolucija. Ko je enkrat imela ženska svoj gnar, mene pa noben moški več zafrkaval. Ja. To, da so dali ženski možnost zaslužka, da je lahko živela samostojno, da je lahko, tudi če je imela nezakonskega otroka, pa si rekla, pač ga bom že vzgojila sama. To je bilo tisto, kar je pripomoglo, da je ženska doživela blazen razcvet. Če pomislite, da je bila predtem, bom rekla, če vzamemo samo ta čas po Kristusu, da je bila predtem 1946 let sužna moškemu, a ne, tako in drugač, je potem kar naenkrat, ko je imela svoj gnar, so se te vezi mičken začele rahljati.
ne čez noč, ne povsod enako, niti ne vse naenkrat, ampak malo tukaj, malo tam. In ker zgledi vlečejo, veste, to so se zelo, zelo hitro nekako ženske začele osveščati, osamosvajati in tako naprej. No, in seveda, potem je bilo pa v tem času, ko so se začeli tudi ta praznovanja 8. marca, sindikalne zabave in tako naprej, je prišla v veljavo spet tisti rek, baba pjana, rit prodana. Aha. In meni se zdi, da ni treba nič razlagati, ker je veliko teh, bom rekla, te pohote, ki so je ženske tlačile vase, ki so bila nekatere pač normalno, zelo navdušene nad spolnostjo, ampak so morale to tlačiti vase, če so želele biti spodobne, je pač takrat, ko so popile kozarček 2, se malo sprostili. No, in ko smo snemali film o mojih knjigah, to tam leta 2016-2017, je bil en Tone, moj sosed, on je odkrit priznal, je rekel, Milena, to, kot smo pa v času teh različnih zabav, kot smo jih imeli, moški prihajali na svoj račun, da ne uporabim besede, ki se je takrat uporabila, je rekel, nismo ne prej ne pol. In dejansko res so bile ženske bolj voljne. Je bilo pa še nekaj drugega, spolni odnosi pa še zmeri potekal na star način. Ja. To se pravi, zelo hiter, brez kakšnih večjih nežnosti, predpriprav in tako naprej, ker pač vsaka revolucija pač zahteva tudi svoj čas. In še ena stvar je bila, da se ni, bom rekla, da ni bilo vse tako, kot je danes, ker ni bilo na voljo kopalnic. Se niso ne ženske umivale, se niso ne moški umivali in tako naprej. In recimo en gospod, ki je tudi sodeloval v tem mojem filmu, je bil šofer in je imel veliko priložnosti. In prej je delal v Nemčiji, no, in gor so bile ženske že malo bolj, so skrbele za čistočo. Je rekel, ne bo to rak, se je kakšna z menoj peljala do zadnje postaje, sva imela pol tisti tingle-tongle. Je rekel, jaz sem bil navajen, da sem jo pač pošla tako kot po moško. Je rekel, mi je pa roka še cel teden smrdela. Ampak on je to razumel, ker ni bila čistoča še na takem nivoju, ker ni bilo možnosti, tudi ni bil, bom rekla, tudi ni bilo poudarkov glede čistoče tako izrazitih kot danes. Naj povem samo en banalen primer. Recimo v tistih 60-ih, tudi v 70-ih letih, recimo tudi ženske, ki so hodile k ginekologu, ginekolog ni imel nič v rok, da bi jih pregledal. In v Žireh smo imeli enega doktorja Bernika, ki je bil vse od lekarnarja do splošnega zdravnika, pediatra, je bil pa zobozdravnik in tudi ginekolog. In on je rekel ženskam, ki so imele probleme, en teden se ne umivaj. Pol pa prid na pregled. Zakaj? Zato, ker je on lahko samo preko vonjav ugotovil, ali ima ženska vnetje, ali kaj drugega narobe. A razumete? Ja. Zdaj, jaz govorim o tem času, o katerem mi danes pojma nimamo. Ja. In tudi, če ne bilo moje radovednosti, bi to pomanjkanje teh informacij ostalo zavečno. Zato, ker tega noben ti ne povedal. In dejansko se je bom rekla, tudi ta razvoj
bom rekla, tudi besedoslovja, se je mičken spreminjal glede na prisiljevanje iz teh tako imenovanih južnih krajev. Oni so seboj prinašali tudi določene besede in so prinašali tudi določene kletvice. A ne? In vse to seveda smo Slovenci ponotranili in se je tudi odnos do, ko se je začelo govoriti o spolnosti, recimo za spolne odnose so včasih rekli, ne vem, da sta dva legla dol. To so bili tisti, ki so bili malo bezpodobni. Vsi ostali so pač rekli to, a so se fukali, a so se bakali, a so kaj drugega počeli. Pač govorimo o izrazih, ki so bile takrat v uporabi. Ja. Kakšni so še danes? Recimo takrat je bila ta beseda na fe, je bila nekako, je bila grešna, a ne, danes ti pa že otrok v vrtcu reče fuck. Ja. A ne? A razumete? Tako smo se liberalizirali, a ne? In zaradi teh vulgarizmov, zaradi katerih sem jaz imela slabo vest, a jih naj povem pri spovedi, a jih ne, a veste, jih ima danes takole, jih povejo otroci v vrtcu. A ne, da jih ne naštevam vseh, ki so danes stalno na tapeti. In jih najdeš tudi v otroško-mladinski literaturi. Brez problema. A ne? Recimo, to govorim tudi o teh določenih fazah, skozi katere sem nenazadnje tudi šla. Ne? No, in seveda potem smo začeli pa poslušati Radio Luksemburg, se je zgodil John Lennon pa njegova ne vem, kako se je že imenovala, ker sta tam v postelji pač počela, kar sta počela. A ne? In smo dobivali že druge dimenzije, kaj je to spolnost, na kakšen način. Začeli smo uporabljati besedo seks. A ne? Ko prej se to ni uporabljalo. A ne, mogoče v kakšni strokovni literaturi. A ne? In seveda so se določene, bom rekla, tudi ti položaji med zakoncema v postelji so začeli dobivati določene nianse, ko so jih prebrali v knjigah. Izhajal je Kaj in iz Nemčije so zdomci prinašali domov, ko so prihajali za božič pa za veliko noč, so prinašali tiste erotične revije. Nemčija je kar, ja. In vse to je pač... Ob vsem tem so se izobraževale, bom rekla, generacije z mojo vred, ampak to bolj fanti kot punce. Punce smo borda pa štrikajne pa te stvari imeli, ker to ni bilo spodobno. In seveda še zmeraj pa je bilo nekako tako, da ta menjava partnerjev ni bila lih fajn. Ker je bilo tudi veliko teh spolnih bolezni, ta prvo gonoreja, pa sifilis, potem je prišel HIV in tako naprej. Kako so imeli pa kaj znanja o teh spolnih boleznih? To so vedeli, da pač se s spolnim odnosom prenašali? Vedeli so zaradi tega, ker so obstajale tudi knjige. Recimo moji starši so imeli tam skrito pod ne vem koliko 10 blazinam eno tako knjigo Pogovori o spolnosti in zakonu. Ko sem jo jaz najdla, seveda sem jo takoj preštudirala, Bog ve v katerem razredu že. So se izobraževali, tudi je bilo ogromno predavanj. So imeli zdravniki, recimo dr. Bernik v Žireh je imel ogromno predavanj, ko je bilo tam polna dvorana, to se pravi 500 ljudi je sedelo. Je bilo ogromno tega izobraževanja. On je sicer govoril o rakavicah, ampak je zelo konkretno govoril, tako da je vsak vedel, zakaj gre. Je bilo pa tako, recimo, ena taka smešna anekdota, ko je
ko je bila, ko se je v enem kraju, se je 5 ali 6 moških, takih finih moških, se tam v 60 letih okužili z gonorejo in potem so se po spletu okoliščin vsi skupaj najdli tam na infekcijski klinik, a ne pa vsak se je nekaj izgovarjal, a ne za kaj je prišel. In to so bili časi, ko o teh osebnih, intimnih stvarih temu še niso polagali take pozornosti, se odprejo vrata in potem reče medicinska sestra na vratih, vsi z gonorejo naprej. Pa je vseh 6 vstali, pa šlo noter. Zdaj ne vem. Eden od njih mi je to razlagal, so se tako smejala, so se likde ne valjala tam potlej. Ko je povedal, kako so se lepe delala, v bistvu je bil pač sistem tak, da je vsi z gonorejo naprej. Danes si sploh ne predstavljam, da bi nekaj takega naredili, kakšen kaos bi bil to. To bi bil svetovni kaos. In to so stvari, ko so bile te bolezni. Recimo, to se je videlo tudi pri incestih. Oče je prinesel spolno bolezen od kakšne karkoli že. Se ni mu zdaj bila kakšna lahka ženska, lahko je bila, ne vem, ena pač tam nekje, in je okužil recimo lastno hčer. In se spomnim ene take zgodbe, ko so eni takšni hčeri na sistematičnem pregledu, konec 8. razreda, odkrili, da ima ta gonorejo in so poklicali mamo in so rekli, od kje ima hčer gonorejo, je pa rekla mama, od moža, saj sem bila kar tih, ko sem vedela, da je hodil k njej, saj drgam ni več šel. To ni bilo iz leta 2 pa 3, ampak to je bilo tam iz leta 68. In to so take stvari, ko niso lahke. Ko recimo tukaj bi lahko še besedo 2 rekli o splavih. Ja. To je bilo grozljivo področje, ker ni bilo, ker korupcija je bila zmeraj prisotna. In če je imel nekdo veze in poznanstva, je pač dobil nekoga, ki je naredil njegovi ljubici, hčeri ali pa tudi ženi nenazadnje splav, pa je bil otrok že po današnjih merilih zmožen preživetja. In potem je pripovedovala ena medicinska sestra, ki je bila pri enem očesnem zdravniku, ki je delal tudi na črno te splave, je rekla in je imela en tak ajmer in je imela eno tako, a veste, tako, ki ima na koncu šobo, ko je za čiste totoke. Ja. No in je rekla, ko je kdaj pač naredil splav kakšni ženski, ki je se rodil že živ otrok, je rekla, sem mogla s tisto šobo toliko časa po ajmerju, ki pač v vodi to dete bilo, toliko časa tako delati, dokler ni nehal jokati, cvilt. Recimo, pri njenih zgodbah tudi en teden nisem spala. Ja. Ampak ta njena zgodba je, bom rekla, značilna za ta čas, ko so bili splavi sicer uradno dovoljeni, ampak ženske so morale iti pred komisijo. V komisiji je bila pa največkrat še ena iz občine ali pa s krajevne skupnosti, kar je rečeno po domače pomenilo, ko je komisija zaključila z delom, je šla ta ženska v službo in je rekla, a veš, da je bila danes na komisiji tudi Franska Kovačeva, sem da noš nobenemu povedala. In če je bilo v pisarni 10 žensk šlo domov in je reklo, da ne boš nobenemu povedala, in prednje ta uboga ženska v stiski, ki je šla na to komisijo, prišla domov, je že cel okoliš vedel.
In ta, bom rekla, in zaradi tega je ta splav na črno še zmeraj cvetel. Recimo, potem so, recimo ti, ko so bili tam prek Murja ali pa Dolenjska, so hodili tudi v Zagreb, tam je tudi bila to zelo, bom rekla, bogata finančna niša, ki je pomagala mnogim, da so obogateli za tiste čase. Še nekaj drugega moram tukaj povedati, da ženske so, kljub temu, da so bile to že 60, 70, mogoče tudi 80 leta, so imele še zmeraj v sebi tisti genski zapis, da je moški tisti, ki odloča. Če je moški rekel, je redko katera ženska rekla, ne, tega pa ne bom. Zmeraj je bilo še tisto, moški odloča. In marsikatera ženska, če bi imela malo več poguma, bi rekla, ne, tega pa jaz ne bom naredila. Ampak, ker je bila vzgojena, da je moški gospodar, da je njegova beseda več vredna, je zmeraj poslušno sledila in kar je pač on rekel. In in ženska, ki se pač ponekod, zdaj govorim samo za slovenski prostor, te moške nadvlade, da ima moški prvo, zadnjo in edino besedo, ki se je iz tega na nek način izvila. Pa se bojim, da ne povsod. Ker še zmeraj tisto, recimo še zmeraj tisto velja, da recimo, če dekle prvo piše fantu SMS, čak malo. Čak malo. Kaj pa je s to narobe? In še zmeraj je to nekje prisotno. Na papirju je vse super, mi smo enakopravni, lahko eni delajo isto kot drugi, ampak ni res. Še zmeraj je nekje prisotno, da pa to ni glih najbolj fajn. In še zmeraj je prisotno, če ima moški, recimo kot ta, ko sem prej govorila, ki je imel tisto diskoteko, če je imel 2000 plus žensk, wow, kakšen jack. Recimo, ena ženska bi 10-krat premislila, da bi rekla, jaz nisem imela pa glihen to. Glihen to, pa še kakšnega več. To ne gre, ker to, recimo, še danes je, recimo v partnerstvih, recimo, če ima moški, ne vem, pred enim resnim partnerstvom, recimo 10 ali več žensk, v redu, mi je nekdo pripovedoval, ki je star recimo 30-35 let, je rekel, da ko je bil z eno prvih partneric, je rekel, da je naredila največjo napako, ko mu je povedala, koliko jih je imela pred njim. Je rekla, vsakič, ko sva šla v poslo, sem jaz videl vso tisto množico moških skupaj z nama v poslu. Je rekel, in zdaj vsaki rečem, da mi ne govori, koliko jih je imela pred menoj. Njih, ne? To je njih. Ja, ampak to je tisto, ker oni tako dihajo. Oni tako dihajo. In dejansko res je še zmeraj tako, da ni tehtnica v ravnovesju, ko se gre za moške pravice in ženske pravice, plus vse ostalo, kar iz tega sledi. Zmeraj ženske še na papirju je vse v redu, pa v zakonih, pa v deklaracijah in tako. To je vse v redu. Ampak v realnem življenju je pa moški zmeraj ima mičken prednosti. Čeprav, to moram reči, da ne bo, da bo ta vaga kakor toliko v ravnovesju, da so bile ženske od nekdaj take, da so se znale znajdeti.
Od nekdaj so bile take. In da so, recimo, ki niso imeli nobenega denarja, ki niso imeli kje vzeti, ampak nobena ženska ni umrla, najbolj revna beračica, da ni imela prišparan tok, da je imela plačan pogreb. Ja. Nobena. Ko danes recimo, danes imamo vsi minuse na osebnih računih. Nobenemu ne pade na pamet, da bi šparal denar za pogreb. Za pogreb, kaj šele, recimo, če ti pralni stroj crkne. In včasih so imele zmeri to. Pa so si omislile to mast, s katero so se mazale, pa so si omislile kerfije, to so bile ne take naprave, ko so bile ne tokle visoke, na vrh je imel šobo in od spod je imel pumpco in skozi to šobo so si lahko napumpale po spolnem odnosu vodo v nožnico in so nekako upale, da so si vse tiste nagajive spermije zmile in sprale, da ne bojo več noseče. Imele so nekaj, potem so pile določen čaj. Recimo, če ni bilo v družini otrok, so moškim kuhale luštrekov čaja. In znale so se spomagati, veliko tudi zelišči. In jaz mislim, da kako bi rekla, da tudi ena taka zgodba, recimo je bil en starejši gospod, ki mi je pripovedoval, ki je bil slikar pa kmet in tako, da je bil precej prefrigan, ampak o njemu je šel med ženskam glas, da ne more imeti otrok, ker je bil pač v zakonu, v katerem ni bilo otrok. In mi je razlagal poimensko, tako da sem tiste ženske spoznala, kateri je šel malo pred poroko spat, zaradi tega, ker je ženska želela nekaj doživeti. Kar je brala mogoče v kakšnih večernicah ali pa v kakšnih knjigah, če so bile bolj izobražene, recimo Bronte pa tako, tisto vznemirjenje, ki te moški objame. In to pomeni, da ko sem jaz potem te osebe, te ženske opazovala včasih na cesti, ki so bile ženičke, take skromne, ki bi jih najraje v vato zavil, pa v žep potaknil, sem si mislila, poglej, ker na področju intime in spolnosti je toliko skrivnosti, toliko enega varovanja teh skrivnosti, kot na nobenemu drugemu področju od kjerkoli. Nobena inovacija, ki ti prinese milijarde, ni tako močno varovana, kot so vse te intimne skrivnosti, ki jih nosijo zlasti ženske v sebi vse do smrti. In za mene je neverjetna čast, da so se nekatere odprle in te svoje skrivnosti delile z menoj. A si vi morate misliti, da nekdo, recimo, sem imela eno zgodbo, eno ženske, ko je imela zelo težko življenje, da je ona rekla, naj pridem k njej, je rekla, da ne more umreti. Ne more ne živeti, ne umreti, dokler si tega, kar ji leži na srcu, nekom ne deli. S hčero, pri kateri je živela, ni mogla, ker je bilo sram. Župnika, bohvari, ker njemu se takih svinari ne govori, je pa povedala meni. Ampak je čez 10 dni potem umrla. Zato, ker je bilo to breme tako močno, je tako nažiralo njeno dušo, da enostavno ni mogla več tega prenašati. In lih tako, kot je Minati rekel, nekoga moraš imeti rad. Jaz pa rečem, nekomu mora svoje skrivnosti zaupati, ker je tako težko. Ker jaz vidim, recimo, jaz imela
če mičkam še eno drugo področje od strem. Recimo, jaz sem imela tudi nekaj pogovorov z ljudmi, ki so bili tako imenovani povojni likvidatorji. To se pravi, ko so ljudi pobijali kot zajce, ki so nam tako ukazali, pa jih v jame metala. To so bile grozljive zgodbe. Pa ne samo zaradi tega, kar je ta človek počel pri 16, 17 letih, ko ni mu pamet. Ker je mu sam morem ubogati. Ampak kaj je nosil vse? Celo življenje. Se to človeka zaznamuje. Zaznamuje. In je zanimiv. Recimo en tak, ki sem bila večkrat pri njemu, recimo je imel 3 sinove pa 2 hčere. Vsi so bili alkoholiki. Ja, seveda. S tem, da sta bila tudi oba žena alkoholika, ampak žena malo manj. In vseh 5 otrok so bili alkoholiki. In to je bilo nezavedno, pa oče nikoli o teh zgodbah ni doma govoril. Ampak to očitno oddajaš nekaj od sebe, da to vpliva tudi na potomce. Seveda, pa tudi vzor, pa kako ti v bistvu določene situacije, kako jih interpretiraš v družini, kaj nezavedno sporočaš, tudi z mimiko, tudi z odnosom, do česarkoli. Ker to, kar ti nosiš v sebi, da če ti tega, tistega najhujšega, ne daš na dan, to te razžira, to te zelo, zelo razžira. In tudi zaradi tega, to je tudi eden od razlogov, da ljudje pač imajo mene zato, kot sem že prej omenila, kanto za smeti in da zmečejo noter vse te svoje travme, ker nikjer drugje tega ne morejo početi. In tudi recimo te najbolj intimne zgodbe, kako so in moški trpeli, do tej pedofiliji, ne govorim pa o tej homoseksualnosti, recimo, kako včasih so pač moški so v vsakem primeru morali poročiti, in pa so v te kljub družini so bili pri hiš pastirčki, pa so bili hlapci in tako naprej, in so jih pač za te namene izrabljali. To je nečloveško. In sem bila v enem okolju, recimo, so povedali, da je ta učitelj, recimo, tam v 60-ih, 70-ih letih, farderbal za en razred dečkov. Samo on je že zdavnaj pokojni, otroci že, oziroma tisti dečki so danes že v častitljivih letih starejši od mene, a so živi še. Ja, pa najhuje je to, ker sej pa pri nas pa tega ni. Ja, to je pa tisto. To je pa groza. Milena, kaj govoriš, to se pri nas ne dogaja. To se dogaja v Ameriki, to se dogaja ne vem kje. Pri nas, včasih pridem na kakšen literarni večer in potem, ko rečem, jaz bi lahko vsakmu od vas, če bi bil iskren, eno knjigo napisala. In potem se ljudje zamislijo. Ko potem grejo vase in pomislijo, čak malo, moja zgodba je pa res grozna, pa moja mama ima imela grozno zgodbo, moja sestra ima tudi grozno zgodbo in dejansko ima vsak od nas ima za seboj nekaj, s čimer se vsakdanu nočemo soočati, ker je to boleče in pometamo pod preprogo. In potem, ko ta preproga postane premajhna in ko tista litrska flaša, v kateri je težav za 5 litrov, ko jo raznese, potem pa goltamo apaurine in tako naprej, pa ni res, ti se moraš o vsem tem, kar nosi s seboj, pogovarjati. To je bistvo. Pa soočiti, pa predelati. Pa predelati, ti moraš imeti enega, recimo, težko se s partnerjem pogovarjati o tem, ker partner je pol tak, da vidi,
bom rekla, naredijo vseh tvojih težavah en film. A ne? In potem nisi več ti, ampak ti si v sklopu tega filma. A ne? Ne moreš se z mamo pogovarjati, ker pač mama je pač ena kategorija, ki bo zmeri krivila enega drugega, tebe ne, v bistvu si pa velikokrat tudi sam kriva. Ne? Prijateljice so čenče, a ne? In dejansko res moraš nekoga, ali pa dnevnik pisati. A ne? Ker zelo pomaga, da ti pišeš dnevnik, da v dnevniku izdaš vse tisto, kar ti leži na duši, danes, ko so pač ti oblaki na računalniku, to živ Bog tega ne bo najdel. Pri meni je bilo zanimivo, kar ste rekla, pač, kakšne navade so imeli glede spolnosti, pač to, da so dvignile krilo in tako, da so se samo legle. A so mame svoje hčerke kaj upozorile na to, a so jih kaj pripravile na to, ali je to bilo pač, so bile vržene v to takrat, ko pač je zakon prišel? Ko je šla včasih mlado dekle poroki, je edini nasvet, ki ga je dobila od mame, tistih 5 minut boš pa že potrpela. Ja. A ne? Zato, ker je bilo to že za žensko trpljenje. In tak nasvet so dajale mame še v mojih mladih letih. A ne? Tistih 5 minut boš pa že potrpela. Ker to je bila spolnost nekaj, kar je bila moška domena, ti si bila tam samo objekt, ki si pač morala nuditi te užitke. A ne? Nisi pa smela uživati, a ne? Ker je bil za žensko pred drugo svetovno vojno je bil užitek greh. A ne? In ni bilo teh, kakšen nasvet bo dala mama. V drugih kulturah, recimo, moram še tu povedati, da ta moja zbirka Ogenj, rit in kače niso za igrače, je unikatna tudi v evropskem oziroma v svetovnem merilu. A ne? Take zbirke ni. Je ni. A ne, lahko ti iščeš z žehnano svečo, pa je ne najdeš. A ne, so bolj, bom rekla, osredotočena na posamezna poglavja, ampak ena taka celota, kot se najde v mojih knjigah, tega pa ni. In ko smo se pogovarjali, recimo, ko sem bila v zamejstvu, pa na Dunaju, pa ko sem bila v Torontu, pa na Hrvaškem, ko sem pač ta predavanja, literarne večere, je zanimiv, ko sem bila na Dunaju, je bila tam ena gospa, ki je po rodu iz Švice, tega je zdaj že mogoče 10 let, je rekla, Milena, vaše knjige pri nas v Švici ne bi zagledale luč sveta. In potem smo se pogovarjali in potem smo ugotovili, da je Švica bila ta zadnja država v Evropi, ki je dobila volilno pravico za ženske. To se pravi, da je tudi na tem področju, če imamo drugo svetovno vojno za prelomnico, ima eno, kako naj temu rečem, ima ene 30 let pa še malo zaostanka, a ne za drugo Evropo. A ne? Je pa zanimivo, recimo, ko sem se pogovarjala z eno Poljakinjo, ki ni iz teh višjih krogov, ampak je bila iz tega delavskega razreda, danes je stara približno toliko, kot jaz. A ne? Tam so se pa pogovarjali. A ne? Tam so se pa pogovarjali o tej intimi, tako da je šla ona, recimo, ko se je poročila, je bila bolj osveščena kot jaz, recimo. A ne? Jaz se spomnim, ko sem bila prvič noseča in mi je voda odtekla. A ne? Jaz nisem vedela, kaj je to. Me noben ni rekel. A ne? Noben mi ni povedal. Da šibaj. Ja, a ne? In recimo, ona je vedela za stvari, o katerih se meni ni sanjalo. A ne, ko sem primerjala čas njene mladosti s svojim časom mladosti. A ne? Tako da, seveda je pa potem odvisen tudi od staršev. A ne? V kakšnem odnosu si ti z mamo, ne z očetom. A ne? Oče ti teh stvari, razen če ni prisiljen, ne bo govoril.
Če pa tvoja mama takšna, da o tem ne govori, greš ti, recimo, danes je drugače, ker imaš pač informacije na dosegu roke. A ne? Ampak včasih je bilo tako, da je šel neveden v zakon. A ne? In recimo, ena taka zgodba iz 30 let prejšnjega stoletja, nekje iz Koroške, ko je kot dva sta bila poročena, pa nista imela še otrok. A ne? In potem so ju začeli vaščani hecati, pa se zafrkavati z njih. A ne? So rekli, dajte fedre, a ne, ko včasih bili tisti fedri pod modroci, dajte jih podmazati, da bo bolj fedra, da bo lažje šlo. In potem sta zvlekla vse tiste fedre na dvorišče in sta jih mazala s tistim šmerom, ki je bil za tiste kolesa tam, da je lažje šel po vozu. No in seveda ta gospa je bila pa nečakinja župnika, a ne, in ko je župnik za to izvedel, je bil jezen kot sam vrag, a ne, in jih je poklical k sebi. In potem jima je župnik povedal, da mora ona leči, a ne, in da se mora spodobno pokriti čez glavo in da pač on mora narediti, kar ima za narediti. In potem sta imela precej veliko družino. A ne. To pomeni, a ne, da ljudje so se poročili, pa so mislili, da je tako, a ne, da boste ko otroca. In to so stvari, ko se je verjetno gon tudi prebudil. Ampak oni so bili toliko pod tem vplivom vere, da so vedeli, da je vse to, kar se ti glede nagona dogaja v telesu, da ni fajn, da je to greh. In potem so to sami zatirali. In so zatirali, ker so mislili, da to delajo proti božjim zakonom. Seveda se je dogajalo, da je pač moral velikokrat biti nekdo od zunaj, da je dal vsaj nekaj osnovnih podatkov. Ja, verjetno je bil tudi župnik dostikrat. Ja, največkrat je bil župnik tisti, se je bil najbolj izobražen, zdravnika ni bilo, a ne, učitelji so bili tudi sami, kako bi človek rekel, ene uboge reve, zapuščene, a ne, so bili reveži v bistvu, ker niso imeli tudi, zlasti ženske se niso smele poročiti, a ne, če so bile učiteljice, a ne, in so živele zelo težko življenje, zelo težko življenje so imele učiteljice. Tako da mi se moramo v ta čas uživeti, o katerih berete zgodbe v mojih knjigah. In zato je tako pomemben, da mi te zgodbe preberemo, da se v ta čas uživimo, da ne nazadnje znamo to, kar imamo danes ceniti. Ja. Ker mi danes tega, kar imamo, ne znamo ceniti. Ker recimo, ne vem, moja stara mama, a ne, recimo je, ko je imela tamle na Brezovc, v Žažarju, je imela sestro, je šla peš. A ne, to se pravi, da je hodila po moje cel dan, da je prišla iz Žirov do Žažarja peš. A ne. Moja soseda, Marica Albrecht, ki je žal že pokojna, ona, recimo, da je bila dan stara 85 let, se je na to obrtno šolo v Ljubljano vozila s kolesom, ker ni imela denarja, da bi živela v Ljubljani. Iz Žirov vsak dan v Ljubljano s kolesom. Razen, kadar je bil veliko snega. Recimo, moja generacija se je vozila z avtobusi. Danes v bistvu iz Žirov do Ljubljane, ne vem, če peljeta 2 avtobusa, ker imajo vsi ene avtomobile. In še nismo zadovoljni. In že ta, bom rekla, že ta vpogled v prevozna sredstva od moje babice do danes, recimo, jaz sama pri sebi si rečem, Milenči, stara si ko zemlja.
a ne, kakšen razpon je to, a ne, s tem, da ima moj zet že električni avto, a ne, ko recimo, ko sem jaz delala izpit v Fičotu, v tistem, ne, ko vem, da so bile vrata, so se še malo težje zapirala, pa jih je mogel eden držati, a ne, pa ko je bil pod sedežem, ko je bil to, pod nad avto je bil tako gnil, a ne, arjast, da je bil pod sedežem en ploh, da sedež, ko na njemu sedel ni skozi padel, a ne, recimo, to so stvari, recimo, ko so se meni dogajale, ko sem bila stara 20 let. Ja. In danes razlagati, recimo, mojim vnukom, a ne, mi včasih, kdo reče, da je babi 5 kozarc vode popiti, da boš prišla k sebi. Ja. Zato, ker pa jaz doma veliko teh zgodb pripovedujem. A veste, Monika, koliko je pa takih, ko ne pripovedujejo zgodb. A ne? In potem mislijo, sej, gotovo, Izak Asimov je tam leta 1950 že o teh raznih računalnikih pisal, se je verjetno bilo računalnikov po svet, že sam pri nas, ko smo bili kmečko področje, tega ni bilo. A ne? To je ta razvoj v 100 letih je bil in na področju teh tehnike, in na področju intime, na področju odnosov, na področju tudi ženske emancipacije, to je bila taka revolucija, da si mi, če ne vemo, kako je bilo včeraj, tudi predstavljati ne moremo. A ne? Zato pa jaz zmeraj o tem govorim. Dajte pogledati, kako je bilo, da znaš to, kar imaš danes. Da si malo stvari v perspektivo postaviš. Ja. Recimo, ko so bili moji otroci majhni, ko smo šli tam v Črvar na dopust, a ne, in si stal tam v vrsti za telefon, ki je bila vrsta dolga 2 kilometra, a ne. Pa si pa prišel do telefona, poklical domov, recimo mamo, je pa ni bilo, ki je bila jih na vrtu, a ne. A ne? Pa si tam čakal 2 ure v tisti vrsti za telefon. To smo še mi, ko smo šli v šolo v naravo v Pacuk, čakali za ta telefon, da smo lahko domov poklicali. To se pa še spomnim. No, a ne? Moče je bila malo manjša vrsta, edinka nas je bilo malo. To je malo. bila cela kolona, a ne? Ja. In recimo, ko smo hodili švercati ali pa kupovati, recimo čez Ljubelj dol, kaj so že tisti kraji v Avstriji. Ja. A ne? In pa vem, da sem imela eno Škodo, ko sem šla nazaj, na vsak novinku je Škoda zakuhala. A ne? Mislim, danes si tega ne predstavljaš. Ne predstavljaš. Se vem, ja, pa z najlonkam so za jermenico gor navijali, da je bilo a ne, pa ko prej sem rekla, a ne, da je bila zgodba te moje sogovornice, ki je pač bila podlaga za to mojo knjigo Mehko kot britev. Recimo, njim niso plačevali v denarju, ampak na teden so dobili 3 pakelce najlonk. Ja. A ne? Ker najlonke so bile takrat nekaj fenomenalnega. A ne? To je bilo en status, da ti nimaš tistih debelih žab, ampak da imaš najlonke. Vem, ko so še z bombažnimi rokavicami jih oblačile, a ne zato, da se ni strgali. Zdaj se ti pa zatrga, pa flikaš, pa druge vzameš. Pa je. Kvaj pol. A ne? To je, in zato moraš ti to drugače ne ceniš. A ne? Drugače si zmeraj preseravaš in ves čas kritiziraš in današnja družba je tako grdo kritizerska, da se meni včasih me srce boli, a ne? Ker pa nobenega potrpljenja, nič, a ne? Vse je treba tako imeti. Ja, drugače. Mislim, tudi naši otroci so rojeni v drugačen sistem, v drugačen čas in je težko je najti eno uravnilo, kaj je prav, kaj pa ne. A ne. Tako da ja. Jaz sem imela tle še par vprašanj poslušalcev, ampak ste itak že vse vmes odgovorila, tako da se tle ne bova zadrževali.
Me pa zanima, če bi lahko eno izkušnjo podarila vsem poslušalcem, ali svoje življenjsko, ali pa kakšno zgodbo, kera bi to bila. Ja, že prej sem, na začetku sem rekla, da sem odraščala v taki družini, ki je bila mama zelo hladna in zelo, bom rekla, stroga v tem smislu, da nas je ves čas pretepala. Zelo veliko sem bila kot otrok tepena, nikoli pa ni objemala, nikoli ni pohvalila, nikoli ni rekla, Miljenči, pridna si, a ne. In to lakoto po tej nežnosti, po tej, bom rekla, ljubezni, ki ti je nekdo, ki te moral imeti rad, sem jaz cel življenje pogrešala. A ne? Ja, verjamem. In zato sem tudi recimo te starejše ljudi rada obiskvala, ki me vsak ali takole držal za roko ali karkoli. No in to, da se jaz objamem s človekom, tega sem se jaz naučila šele na stara leta. Ja. Potem recimo, to je nekaj drugega, recimo, ko so prišli vnuki, a ne, to ga kar naprej mačkal po rokah, a ne. Ampak to, da se pa ti objameš, tako, pa sem jaz imela zmeraj tisto, sem bila kar zakrknjena, a ne. In potem sem naredila eno rezervno knjigo, ki nimam v svoji zbirki, ker je bila to družinska knjiga, z eno gospo Ljerko iz Ljubljane, tam s Kongresnega trga. Ona me je pa naučila to, kako je fajn, da ti človeka, s katerim si ali v prijateljskih stikih, ali ga srečaš, da si nekako se ga dotakneš, ga objameš, mu kaj lepega rečeš. No in to je bilo za mene ena taka prelomnica, da ko sem k njej hodila 2 let, ko sva pač pisali knjigo, da jaz nimam več cmoka v želodcu, ko nekoga objamem. A ne? Da je to tisto objem nekaj spontanega, ko nekomu daš, zato ker se ti fajn zdi, da bo z njim preživel, ali si pa preživel. A ne? In to bi jaz rada ljudem povedala, kako je to tudi fajn, da na ta način, na en topel, prijazen način, magari tudi z dotikom, za piko na i, pokažemo nekomu, da nam je lepo, ker smo bili z njim. A ne? In ker smo Slovenci, kar se tega tiče, precej štorasti, precej leseni, bi jaz rekla, da bi nekako veliko bolj se odprli, če bi en drugemu to naredili, da bi se ne samo rokovali, ampak takole. Jaz se spomnim en Mitja, ko mi je na Facebooku zmeraj kaj pikrega ali pa tečenega napisal. Se najdejo. Se zmeraj, in tu je en tak 2-metrski možakar. No in potem je prišel k meni do moje stojnice, ko sem bila na knjižnem sejmu, in sem rekla, daj pridete, stara mama objame. Pa se je lepo sklonil, pa sva se objela in jaz mislim, da so od takrat naprej kar dobro razumeli. Ja. A ne? Ker to je bistvo, da ti včasih tudi za kakšno pikro besedo, da ga poplača z objemom. A ne? In tudi znotraj družine, a ne? Ko bi marsikatera ženska, a ne, ko ima narejeno na 10 straneh pridgo možu, ko pride domov, a ne, ko bi rekla, daj pol, da 5 sem te objamem. A ne. In obratno, se to velja dvosmerno. A ne. Bi bilo tudi znotraj družine veliko manj teh zaradi dlake v jajcu kreganj. A ne. In tudi za vnuke, jaz recimo, ko imam pubertetnike, če le morem, pet babi objame. A ne. Pa bi tudi najraje pridigala, pa ne. A ne.
In to je tisto, ta dotik, ta objem, pa da se malo zasmeješ, a ne, da ne gledaš, kot da tam 10 limon pojedo. A ne. To nam v naših medsebojnih odnosih manjka. Ja. A ne. In jaz imam tudi eno metko, gor na Twitterju, ki mi je tudi danes nekaj napisala, in sem ji napisala, metka, tudi jaz te imam rada. Ja. A ne. Če se pa jaz z njo zapletem v polemiko, pa na koncu samo 3. svetovne vojne ni. A ne. Vse ostalo je. A ne. Pogovor, nasmeh, pogled v oči, pa da ti objameš tistega, ki bi najraje v žlic vode. Jih razorožiš tako. Ma razorožiš tudi sebe. Tako je. A ne, ta prvo sebe, pa šele druga. Sebe, ja. Moraš pri sebi Tisti prvo, da lahko. pritiskati v duši nekako, kar te včasih če razgnati, pa na ta način razelektriš sebe pa druge. In to bi bilo tisto, kar bi jaz položila na srce pravzaprav vsakmu. Ker o intimi smo govorile, koliko, 2 ure? Za piko na i pa še malo Še tega. malo. A ne? Malo kakšno jagodo na torti, a ne? Da si ne bomo samo prste oblizovali. Tako. Jaz mislim, da smo lepo zaključili Jaz današnji upam. pogovor. Vsem poslušalcem pa seveda polagam na srce, naj preberejo vaše knjige, ker so res odlične. In mislim, da je to, razen če imate še vi kakšno zaključno misel, poleg te, ki smo jo ravno obdelali. Ja, še en moto svoj bom povedala. Dajte. Nobena stvar na tem svetu ni tako slaba, da ne bila za nekaj dobra. Odlično. To pa Tako. je odlično. Tako da ja. To je to za danes, midve se poslavljava. Hvala, Milena. Srečno. Srečno, hvala, ker ste prišla in to je to. Hvala.